V Nuklearni elektrarni Krško so delo prilagodili epidemiji, upoštevajoč priporočila in ukrepe, ki so jih izdale državne inštitucije. So pa ravno v tem tednu pričeli z rahljanjem nekaterih ukrepov. Torej, danes je na elektrarni malo več naših delavcev, tako da sproščamo določena gradbišča in se prilagajamo obstoječim razmeram v državi. Na epidemijo so se pripravili že konec februarja, ko so videli, kaj se dogaja v Italiji. Seveda z ukrepi v marcu smo strogo se osredotočili na to, da obdržimo v karanteni to kritično izmensko osebje, tako imenovano, da ne prihajajo v stik z ostalimi, tako smo spraznili elektrarno z manj pomembnimi funkcijami in na elektrarni so bili zdaj v en mesec pa pol v bistvu samo izmensko osebje, tako imenovano kritično izmensko osebje, vsi ostali smo bili deležni dela od doma. Med drugim so poskrbeli, da je bilo čim manj stikov med zaposlenimi. Naše izmensko osebje je delalo na 12 ur, se pravi, izmene so se predajale na 12 ur, tako obratovalnega osebja, kot tudi osebja varnostnikov, radiološke zaščite, kemije in gasilcev, tako da s tem smo res izločili minimalno število stikov, se pravi, stikov je bilo minimalno število. Kot pojasnjuje Pfeiffer, zaposleni trenutno delajo v 3 ekipah. V vmesnem času je bilo smo imeli popolno karanteno, tako da smo delovali v obratovanju samo z 2 ekipama. No, kasneje smo razbremenili ekipe in so v obratovanju 3 ekipe in to je tudi še danes tako. Imamo pa namen v sredini maja tudi to razširiti na 4 ekipe. Sproščanje ukrepov bo sicer potekalo zelo počasnim tempom, še dodaja sogovornik. Ti procesi potekajo, obratovalni procesi potekajo normalno. Elektrarna deluje stabilno, na polni moči že od marca naprej in seveda tudi prej, no, ampak nič drugega se ni spremenilo. Se pravi, imamo samo en kup ukrepov dodatnih, zelo konzervativno postavljenih in počasi to zmanjšujemo te ukrepe, zelo počasi. Bili smo prvi, ko smo te ukrepe uvedli in najbrž bomo zadnji, ko jih bomo sprostili. V Nuklearni elektrarni Krško za letošnje leto nimajo načrtovanega remonta, kar jim je v tem času koristilo, saj so se lahko lažje prilagodili nastalim razmeram. Elektrarna deluje normalno, stabilno in na polni moči. Smo del kritične infrastrukture, tako da na nas veliko računajo tudi ostali in upamo, da bo do naslednjega remonta elektrarna lahko obratovala tako stabilno in na polni moči, kot je do zdaj. Letos načrtujejo proizvesti blizu 6 teravatnih ur električne energije.